Občina Žirovnica je tudi ena izmed občin, ki praznuje dva občinska praznika. Eden je 3. december, tokrat pa spominski dan. Ja, res je. Ob ustanovitvi občine je takrat občinski svet pač odločil, da bi praznovali dva občinska praznika, tako kot ste omenila rojstni dan dr. Franceta Prešerna in seveda 29. junij v spomin in opomin dogodkom, ki so se zgodili tukaj v Mostah. Vsako leto poteka tudi prijeten kulturni program. Ja, poglejte, nekako se organizatorji trudimo, da seveda ohranjamo ta spomin, da vedno znova povemo, kaj, zakaj in kdaj se je to zgodilo. Pri tem pa poskušamo iz tega ne narediti neke, bom rekel, žalostnega dogodka, ampak nek dogodek s kulturnim programom, ki ljudi sicer popelje z mislimi v zgodovino, nekako nas pa spodbudi, da gledamo vsi skupaj naprej. No in na sami slovesnosti ste nekako omenili, da smo pred parimi dnevi praznovali 25. junij, dan državnosti, da ste bil tudi sam veteran vojne za Slovenijo. Ja, res je, nekako s ponosom to povem, da davnega leta, ko je bila osamosvojitvena vojna za Slovenijo, sem imel to čast, da sem kot pripadnik takratne milice sodeloval v osamosvojitvenih procesih in seveda tudi jaz tako mislim, da so seveda zgodovinski dogodki eden za drugim pripeljali do tega, da lahko praznujemo dan državnosti in da lahko živimo v naši samostojni Sloveniji. In tokratni slavnostni govornik Boris Bregant je orisal dogodke, ki so se odvijali prav na tem mestu v Mostah. Ja, jaz mislim, da je prav. Povedal je zgodovinska dejstva, povedal je zgodbo in prepričan sem, da marsikdo od udeležencev te proslave seveda ni poznal te zgodovine in tako kot sem dejal že prej, je prav, da seveda zadeve povemo in povemo tudi tistim, ki se seveda v tistih časih še rodili niso. Kaj ste želeli povedati v današnjem nagovoru? Predvsem sem želel poudariti, da teh junaških dogodkov iz druge svetovne vojne ne smemo pozabljati. Ne smemo jih mešati z nekimi stvarmi, ki ne gredo v današnji čas. Ampak to je resnično bila osnova za biti na pravi strani, za biti na tisti strani, ki je omogočila potem, da smo prišli do nove države. Hotel sem povedati to, da se dajmo poenotiti, nehajmo iskati neke sprave, ampak jo naredimo. Naredimo spravo s tem, da bomo sodelovali, da bomo izkoristili znanje, ki ga ta slovenski narod ima, da bomo izkoristili enotnost, ki jo znamo imeti in da bomo izkoristili vztrajnost, ki smo jo pokazali v vseh obdobjih Slovenije, od prvih začetkov pa do današnjih dni. Dogodki, ki so se tu zgodili, so dvoje. Po eni strani junaški čas slovenskega naroda, po drugi strani pa žalostni, tragični trenutki, ko so morali zaradi nekih osvajalcev, zaradi nekih nenormalnih želja nekaterih pasti nedolžne žrtve. To je tisto, kar ne sodi več v današnji čas, če pa pogledamo po svetu, se pa ista stvar ponovno dogaja in nas zgodovina, ama prav zares ničesar ne nauči.